Dober večer in spoštovanje vsem skupaj in vsakomur posebej. Če slučajno padem v to kanto, je to naključje nikakor metafora. Ker je to moj prvi protestniški govor, nasploh mi boste dovolili malo treme, pa začel bi na eno osebno noto, prvo kot prvo. Iz srca vam hvala vsem skupaj za tale aplavz, ker vem, da sem ga prejel zaradi svojega primarno novinarskega dela. Čutim neko dolžnost. Čutim dolžnost, veliko dolžnost, ampak čudovito dolžnost, da vam povem, da za vsemi temi novinarskimi prispevki, pod katere sem sicer jaz podpisan, za temi prispevki ne stoji ena oseba. Nikoli pri sledenju, preiskovanju neonacistov in njihovih političnih povezav nisem bil sam. Sodeloval sem s nekaterimi najbolj predanimi in pogumnimi ljudi, ki sem jih kadarkoli spoznal v naši družbi. Jaz vam njihovih imen ne morem tukaj razkriti, ker pa te ljudi zelo dobro poznam. Vem, da lahko v imenu vseh nas dam tukaj obljubo, da mi z našim delom ne bomo nikoli končali, nikoli se ne bomo ustavili, nikoli. Vedno bomo sledili neonacistom, vedno bomo za njihovimi petami in vedno bomo v končni fazi razkrinkali njih in njihove politične botre, konkretno v stranki SDS. Kar zadeva konkretno mene, sledim neonacistom oziroma skrajnim desničarjem že 13 let in ravno toliko let spremljam njihovo protislovno in absolutno perverzno sprenevedanje, češ da so oni samo neki domoljubi. Vemo, da isto govori ekipa, vodilni predstavniki in predstavnice SDS, to govorijo od najvišjih, od vladnega kabineta pa do uličnih neonacistov. Gremo pogledati par dejstev glede njihovega domoljubja. Meni se zdi, da oni domoljubje enostavno definirajo kot sovraštvo do vsega in vsakogar, ki se z njimi ne strinja. Oni prezirajo in sovražijo nevladnike, novinarje, kulturnike, umetnike, akademike, predvsem zgodovinarje in je jasno zakaj. Prezirajo oziroma sovražijo naravovarstvenike, študente in dijake vsakič, ko povzdignejo svoj glas in zahtevajo pravice in dostojno prihodnost zase. Policisti prezirajo tudi vas. Čakajte, imam seznam, ker to nismo še na koncu. Skratka, prezirajo pravnike, sodnike, tožilce. Jaz sem absolutno prepričan, da Janez Janša osebno zelo sovraži tudi poštarje. In veste kaj, v njihovem šovinizmu, sem že poimenoval s pravo besedo, ampak v njihovih napadih se velikokrat osredotočajo na ženske. Jaz to vidim v novinarskem cehu. Ko se na novinarke spravijo, je to hujše, kot se na moške. Velikokrat imajo prezir do žensk. Radi se križajo skrajni desničarji pred oltarji, še raje pa pred kamerami. Ampak jaz verjamem, da ne spoštujejo niti Jezusa, ker če bi ga sledili njegovemu nauku, ki je zelo preprosto, oni pa delujejo kontra. In ne nazadnje,
Jaz mislim, da jim je tudi malo mar za otroke oziroma za mlajše generacije. Ker če bi jim bilo, ne bi zadolžili te države za milijarde in milijarde in milijarde evrov, zato da bodo na koncu lahko kupili za skoraj milijardo evrov orožja, a ti dolgovi bodo padli na najmlajše generacije. Baš jih briga. Brez kakršnekoli posebne potrebe, da bi kogarkoli od njih šalil, resnično, ampak zame so ti ljudje nič drugega kot navadni hinavski narodni izdajalci. Mi smo pa narod! In ta narod, ne Bog, ampak zgodovina, nam je priča, nikoli ni bil poražen, nikoli in nikoli tudi ne bo. Od narodno-osvobodilnega boja do ljudskega protestniškega gibanja. To imamo v krvi. Ker je enostavno preveč stvari zapovedati glede povezav med neonacisti, neonacističnimi skupinami in stranko SDS, bi rad pravzaprav tukaj omenil samo 3 stvari. To je tisto, kar vam želim dati danes, o čemer želim, da razmišljate. Prva stvar. 13 let, omenil sem prej, preučujem, preiskujem skupaj z drugimi ljudmi skrajno desna oziroma neonacistična gibanja. Zadnjih 10 let, od leta 2011, vsakič, ko preiskujem povezave oziroma preiskujemo povezave neonacistov s politiko, eno ime vedno priplava na koncu na dan. In to ime je Žan Mahnič. A veste, kako to izgleda? Sova je v tajnem poročilu ugotovila, da sta se neonacistični skupini Vlada namreč Slovenija in Narodni blok organizirali v rumene jopiče, zato da provocirajo narod. Seveda je treba pol te neonaciste nagraditi. Jaz mislim, ne strinjam se z ugotovitvijo Sove, jaz mislim, da se neonacisti niso samoiniciativno organizirali, ampak so bili organizirani. In imamo informacije o tem. In verjemite mi, ti neonacisti odraščajo z mano, poznam jih zelo dobro. To ne pomeni, da imamo osebne stike, ampak gledam jih, opazujem jih, preučujemo jih. To niso najbolj pametni ljudje. Nekdo je njim rekel, ustanovite neko društvo in boste nagrajeni. In takoj so ustanovili društvo za promocijo tradicionalnih vrednot in to Ministrstvo za kulturo jim je s tako naglico dodelilo poseben status, s tako naglico, s kakršno so ga vzeli našemu Zlatanu Čordiću Zlatku. Razmislimo o tem. Seveda, trije skriti ustanovitelji tega društva, gledajte, samo tako, ni Urban Purgar vodja neonacistov, on je njihov javni obraz. Zanimajo nas ljudje, ki so za njim, ki so za tem društvom. To društvo so ustanovili David Mojškerc iz Radovljice, Žan Žalec iz Ljubljane in seveda Žiga Bauer iz Domžal. Žiga Bauer in Žan Žalec sta dolgoletna osebna Mahničeva prijatelja. Druga
Druga stvar, odkar je Anton Olaj, generalni direktor policije, oddelek za terorizem in ekstremno nasilje pri kriminalistični upravi policije ne opravlja več, ne izvaja več nadzora nad neonacističnimi gibanji, že celo leto ne. Jaz sem Olaja soočil s to informacijo v najnem javnem zapisovanju prek časnika Dnevnik, ki se mu zahvaljujem, da je to omogočil. Olaj tega nikoli ni potem hotel komentirati, zaključil je debato. Ravno tako sem hotel Janeza Janšo in Žana Mahniča soočiti s tem dejstvom, pa nista prišla na parlamentarno komisijo za nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami. Mahnič je tvitnil, da ima pomembnejše stvari za početi v življenju, glede na to, da se je pred kratkim poročil, najbrž res. Janez Janša pa se je verjetno skrival pred poštarji in Teo Jarc. Še eno stvar imam se povedati, ne bo vam povsem všeč, meni tudi ni. Prav je, da govorimo na glas o vsem, kar se tiče našega protifašističnega boja. Veliko mojih kolegic in kolegov, s katerimi sem se pogovarjal, pa tudi z nekaterimi uredniki, ne želijo preiskovati povezav med SDS-om in neonacisti, ker se bojijo, da bodo potem nadlegovani in napadani na družbenih omrežjih in tako naprej. Jaz nikogar tukaj s tem ne kritiziram. Čakajte, opravičujem se samo trenutek, kaj se dogaja. Kaj se dogaja? A vse v redu? Kaj? Glejte, bom jaz svojim govorom kmalu... V redu je, malo mirne kri. Dajte, da jaz zaključim to, pa pol vidimo, kaj se dogaja. Skratka, jaz bi rad samo eno stvar tukaj izpostavil. Ne kritiziram ne kolegic, ne kolegov, ne kritiziram nikogar. Imam samo eno sporočilo, ki je sporočilo za vse nas. In to je, da se neonacizma in neonacistov ne smemo bati. Mi moramo o teh stvareh govoriti javno, glasno, čim več. Eno stvar je treba vedeti namreč, da če hočemo resnično biti aktivni v protifašističnem boju, se moramo otresti osebnega strahu, ker antifašizem izhaja iz dejanj, ne pa iz besed. In fašizem, nacifašizem ne bo izginil iz naše družbe samo od sebe, če si bomo zatiskali pred tem problemom oči. Tako je! Samo še par stavkov. Danes sva se s Šušo, to je moja partnerka, peljala iz Logarske doline v Ljubljano, ustavila sva se v kraju Luče. V kraju Luče je spomenik padlim partizankam in partizanom. Na spomeniku pa piše tole: lepo je, veš, mama, lepo je živeti, toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. To je domoljubje, to je domoljubje, to je domoljubje. To je domoljubje, to pomeni ljubiti svojo domovino, to pomeni ljubiti svoj narod in to pomeni ljubiti tudi druge ljudi, začenši s tistimi, ki k nam prihajajo po zatočišče.
Najlepša vam hvala za vaš posluh, najlepša hvala. Kot sem obljubil prej, nikoli ne bomo prenehali s svojim delom. Smrt fašizmu! Hvala. Smrt janšizmu!